Pozdravljeni tudi v mojem imenu. Zdaj začenjamo nekako z drugo sekcijo oziroma bomo predstavili drugi del ekonomskih izzivov, v katerem se bomo ukvarjali predvsem z zadolženostjo in razdolževanjem slovenskih podjetij. Ta dva grafa nam prikazujeta v bistvu motivacijo, zakaj je to še zmerom pomembna tema. Kot lahko vidimo, je v konec leta 2008, prav tako kot ostale države v Evropski uniji, tudi Slovenijo močno prizadela gospodarska kriza. Zdaj, če pogledamo desni graf, ker vidimo rast kreditov, vidimo, da so pred krizo je bila rast kreditov zelo visoka, ena najvišjih v Evropi. In kot je že na začetku Boštjan povedal, je temu botrovalo, tako kot v Evropi, prenapihnjene cene nepremičnin, potem podcenjevanje tveganja, s tem povezani ohlapni pogoji zadolževanja. V Sloveniji smo imeli pa še na to mogoče malo neprimerno razvojno politiko, kjer se je predvsem stimuliral domači lastniški kapital. Domači lastniški kapital in podjetja so zato preferirala raje kot tuje lastništvo zadolževanje. Poleg tega je v tem obdobju so bili primeri menedžerskih prevzemov, ki so še dodatno v bistvu zadolževali naša slovenska podjetja. Dajmo si zdaj pogledati mogoče strukturo slovenskega dolga. To analizo smo delali na AJPES-ovih podatkih. To je baza vseh podjetij v Sloveniji, razen samostojnih podjetnikov in zadrug. To so v bistvu bilance stanja in bilance uspeha. Tale rdeča črta nam prikazuje celoten dolg, se pravi, to je finančne obveznosti, poslovne obveznosti ter ostale obveznosti. Kot vidimo, se celoten dolg od krize naprej zmanjšuje in je znašal leta 2013 56 milijard. No, to so dejansko noter vsa podjetja v tej bazi, vsa slovenska podjetja. Črtkana črta nam v bistvu prikazuje finančne obveznosti vseh podjetij, ki so pač del celotnega dolga, teh je bilo za 34 milijard, prav tako se tudi tukaj opazi trend zmanjševanja. Največji delež v finančnih obveznostih v bistvu predstavlja bančno zadolževanje. Zdaj, ostale črte bom pa razložila. Mi smo zdaj v bistvu bazo razdelili na dva dela in sicer smo ločili tako imenovana običajna podjetja, common firms. To so tista, ki smo rekli nekako lahko zagotavljajo nadaljnji razvoj Slovenije oziroma to so ta prava podjetja v smislu, da ostala podjetja, tista, ki smo jih iz baze izločili, less common firms, so predvsem holdingi, leasingi ter podjetja z nič zaposlenimi. Se pravi, če pogledamo zdaj te črtke, ta ostala podjetja, holdingi, leasingi ter ta z nič zaposlenimi, ki jih je približno 37% med temi podjetji, imajo, če pogledamo tole črtkano črto, črno črtkano črto, vidimo, da so imela običajna podjetja približno 22 milijarde dolga, finančnega dolga, kar je skoraj 12 milijard razlike z celotnimi finančnimi obveznostmi. No, teh 12 milijard so dejansko grejo na račun holdingov, leasingov in teh podjetij z nič zaposlenimi. Seveda ta podjetja vsekakor so pomemben dejavnik v bilancah bank, je pa res, da vsa ta podjetja skupaj v bistvu ustvarijo manj kot 5% dodane vrednosti ter predstavljajo manj kot odstotek zaposlenih. Zato se potem v nadaljevanju s tem nismo ukvarjali. Je pa res, da s tem, ko je bila začetek dokapitalizacije bank, pa ustanovitev slabe banke oziroma DUTB-ja, se nekako že dela nekaj v tej smeri. No, tele kvadratki v različnih barvah, tole pa nam predstavlja dejansko prezadolženost podjetij overhang. Kot vidimo, so imela vsa podjetja skupaj v letu 2013 se pravi približno 20 milijard te prezadolženosti. Prezadolženost smo pa merili tako, in sicer, če so podjetja imela pozitiven EBITDA, smo prezadolženost merili kot finančne obveznosti podjetij, ki presegajo 5-kratnik EBITDA-ja. V primeru, ko pa ima podjetje negativen EBITDA, smo pa v overhang v bistvu ušteli vse finančne obveznosti. Tudi tukaj vidimo, da je tudi ta prezadolženost slovenskih podjetij se v času znižuje. Najbolj kritične nekako so 3 milijarde tega dolga, to je tisti del običajnih podjetij, ki so prezadolžena, to so predvsem tista podjetja, ki imajo dolg v EBITDA več kot 10
in ki imajo obrestno pokritost manjšo kot 1. Se pravi, tekoče ne more niti financirati stroškov obresti. No, če gremo počasi naprej, v tem grafu smo poskušali prikazati nekako porazdelitev finančnega overhanga, se pravi prezadolženosti, ter finančnega dolga, merjenega kot finančne obveznosti, v letu 2013. In sicer vidimo, da je kar nekaj podjetij, približno 26,000 takih, ki niso prezadolžene, se pravi, je ta finančni vzvod pod 5. Med temi podjetji je večina izvoznikov, prav tako so med temi podjetji veliko podjetij, ki jih kriza ni bistveno prizadela, oziroma tudi, če jih je, so si že zdavnaj pomogla, dobro poslujejo naprej, so tudi že povečevala število zaposlenih, prav tako so povečevala maso plač. No, na levi strani vidimo pa, da je kar 3,8 milijarde finančnega dolga so pridelale v bistvu podjetja, ki imajo negativen EBITDA in seveda ravno toliko prezadolženosti. Za približno 5,000 podjetij pa takih, ki imajo finančni dolg, finančni vzvod nad 7 in so zelo zadolžena. Vidimo, najbolj zadolžena so v bistvu tista podjetja, ki so resnično z finančnim vzvodom preko 10 in čez. Tukaj imamo potem strukturo po dejavnostih najbolj zadolženih podjetij, običajnih podjetij v Sloveniji v letu 2013. Vidimo, da izstopajo predvsem 3 dejavnosti. Te 3 dejavnosti v bistvu predstavljajo skoraj 60% celotnega presežnega dolga. To so predvsem trgovina, predelovalne dejavnosti ter strokovne, znanstvene in raziskovalne dejavnosti. No, predvsej zadolženi sta seveda še gradbeništvo in poslovanje z nepremičninami. Delež v teh prezadolženih podjetij je po številu podjetij sicer največ mikropodjetij kot v celotnem gospodarstvu. Delež velikih podjetij je manjši od 1, vendar pa v finančnih obveznostih predstavljajo skoraj 40%. Večina teh podjetij, ki so prezadolžene, to mislim, da kar 90%, je seveda pa neizvoznih podjetij. Zdaj, če si pogledamo še koncentracije dolga, ta je relativno koncentriran, kot vidimo iz tega grafa, je 10 najbolj zadolženih podjetij, predstavlja 25% celotnega overhanga, se pravi celotne prezadolženosti in kar 17% finančnih obveznosti, medtem ko prvih 30 najbolj zadolženih podjetij ustvari kar za 3,9 milijarde tega prezadolženosti in je to skoraj 40% celotne prezadolženosti, kar kaže na kar veliko koncentracije dolga, vendar pa seveda teh podjetij ne moremo kar izbrisati, ker predstavljajo približno 7% zaposlenosti in ustvarijo kar nekaj dodane vrednosti. No, vidimo pa nekje tam, če pogledamo 100 podjetij, pa že presega 50% prezadolženosti. No, tukaj smo še želeli prikazati, da se dogaja razdolževanje, seveda to se dogaja že takoj po začetku krize. Tukaj smo gledali spremembo finančnih obveznostih po letih in sicer nas je zanimalo, kakšen delež te spremembe gre na račun prenehanja poslovanja podjetij, se pravi podjetij, ki so šla v stečaj, prisilna likvidacija oziroma so prenehala poslovati, in koliko jih gre na račun dejanskega razdolževanja obstoječih podjetij. Kot je razvidno iz slike, se razdolžujemo že vse od leta 2010 naprej, vendar smo v letih 2010 in 2011, ta črna črta prikazuje, koliko je celotno razdolževanje, vidimo, da postane negativno 2010, vendar je negativno predvsem zaradi prenehanja poslovanja podjetij, to so te roza kvadratki. Šele v letu 2012 in 2013 se zniža pa tudi dejanski dolg obstoječih podjetij in dejansko lahko govorimo o dejanskem razdolževanju teh podjetij, ki živijo. Se pravi, to se dogaja in upamo, da se bo še naprej. No, kateri so glavni izzivi? Se pravi, po mednarodnih primerjavah so slovenska podjetja še zmerom relativno prezadolžena, prav tako imajo zelo malo lastniškega kapitala. Empirična analiza, ki smo naredili na Vector Scouta regresija z gladkimi prehodi, nam je tudi pokazala, da razdolževanje na kratek rok, predvsem zaradi vpliva na investicij, ima lahko negativen vpliv na bruto domači proizvod, saj podjetja
recimo ves tekoči denar namenjajo pač poplačevanju dolga namesto investicijam. Zaradi tega naj bi vsi ukrepi bili predvsem namenjeni v seveda poplačevanju dolga, ampak hkrati tudi pridobivanju lastniškega kapitala. To naj bi bilo pač narejeno lahko na več načinov. Ena seveda konverzija dolžniškega dolga v kapital oziroma delna razdolžitev podjetij ter nato privatizacija. Tukaj mogoče ne bi imela aktivno vlogo DUTB. Potem lahko bi tudi pridobili svež kapital z dodatnimi ugodnostmi, kot so recimo davčne olajšave za pokojninske sklade, spodbujanje varčevanja. Naslednji korak je seveda tudi umik države, saj po našem mnenju, ki se pač njeno lastništvo v preteklosti ni izkazalo za najboljše, tako da mogoče pridobivanje čim več lastniškega tujega in privatnega kapitala. To je pa zdaj z moje strani zaenkrat v grobem vse, pa bom prepustila besedo še drugim govorcem. Vabim zdaj še gospo Jolando, če bo še ona nam nekaj povedala. Hvala za pozornost. Good morning. Thank you very much for inviting me here and being able to speak at this conference. As you are aware, EBRD is in a process of reopening office in Slovenia, which means that we find currently the commitment to reforms and potential for our involvement, be it through restructuring of enterprises or privatization, but also helping healthy enterprises in their growth process. Of course, this conference is about, under this particular topic, about the extent of corporate indebtedness. I think I'm not going to say anything new, quite frankly. We are 5 years since the beginning of the crisis. So I think we are all aware about the reasons why corporate sector has been going through difficult periods since 2008 and why the corporate sector has been affected most severely. I think the key reason, of course, it was availability of bank credit, mainly short-term bilateral arrangements with banks and based on collateral rather cash flow basis. So I think that made, of course, some corporate decisions easier in terms of expansion, but maybe these decisions have not been clearly thought through. A lot of investment was made by corporates in non-core assets, also real estate. Therefore, in crisis situation affected very much cash flow as well as operation capabilities of management. Again, quite important issue, management buyouts. They were mainly financed through bank credit and again also through short-term bank credit on bilateral arrangements. There is nothing wrong generally with leveraged buyouts as long as there is appropriately thought structure with appropriate cash equity being and risk as well. I think Slovenia has a lot of potential in terms of very highly skilled technical workforce, a lot of potential in R&D and export-related businesses. However, the financial management does not go hand in hand with the technical skills. Therefore, this should be strengthened. Also, the reporting should be more transparent and more thorough.
The ownership control has to be strengthened, and these are the challenges go forward. Why the companies have been going through this difficult process for such a long time? I think what we have discovered not only in Slovenia but generally in the region where we see a lot of NPLs, there was insufficient warning system within the banking sector, but also inappropriate recognition of the real situation. Delayed reaction was on the side of the management, shareholders and lenders. All the problems were swept under the carpet till it was too late to react, and companies started having difficulties not only with repaying debt, but also having difficulties accessing basic liquidity to support the day-to-day operations. Of course, there was lack of precedent in the region, so restructuring cases were not dealt immediately and efficiently. Many jurisdictions also in the region favor shareholders rather than lenders, so the hands of lenders were also tied to react very quickly. I'm using some of the slides which you probably have seen before by Jože Damian, and actually I'm not going to repeat the extent of indebtedness because you already have seen data from 2013. Nevertheless, of course, the extent of debt is quite significant in terms of debt to GDP, which is almost 70%, and the number of companies that are affected is also quite significant. And the rule of the thumb is that practically 20% of companies have sustainable indebtedness, while others are concerned already over-indebted, even if the debt to EBITDA is around 4 or 5, which is not yet too aggressive level. Of course, this constrains the operations of the companies, constrains their ability to operate efficiently, particularly in a crisis situation where revenues are dropping and costs may increase as well. This debt becomes, of course, self-perpetuating, and I think that this, of course, has been seen in many companies in Slovenia. So actions are needed, and I think a lot of time has passed. Nevertheless, I think the key steps to support restructuring have been taken by Slovenian authorities. First of all, on the legal side, we have seen the adoption of amendments to the insolvency law, which was implemented last year. Also, adoption of Slovenian principle of debt restructuring, which was adopted earlier this year. These measures should strengthen the legal grounds for restructuring of companies, but also dealing with those which have no longer ability to operate in the market, in the competitive environment. Again, another step which was very important was creation of DUTB, or Bank Asset Management Company, where we've seen the transfer of NPLs already of 2 banks, NLB and NKBM, in January 2014. Of course, transferring assets to BMC, it's not a miracle solution which will turn bad assets into good assets in 1 month's time. These are individual cases that have to be dealt in a very careful manner, and many of these enterprises, of course, are not operating in vacuum. Also, BMC is not operating in vacuum. Therefore, a lot of cooperation has to be
coordinated with existing shareholders, with existing lenders that not yet transferred their exposures to BMC. And that requires a lot of time. Of course, we all would like to see the results of these restructuring much faster. But of course, these cases are extremely complex, require very good preparation, and of course have to be convincing to lenders and potential investors, like, for example, EBRD, that is willing to support these cases with new money. The debt-to-equity swap, which BMC is able to conduct, of course, brings the leverage down, but effectively it's not bringing new cash. And new cash is important to go forward, to resolve the issues within the companies, to enable them to work, not only grow, but really to maintain their operations on a day-to-day basis. And I think it's very important that this is being addressed and understood, that there need to be financial institutions apart from BMC which will provide liquidity to these companies. There are certain concerns, of course, because assets in BMC are considered NPLs, and even when they restructure, they continue to be NPLs. So banks have a little bit of difficulty to do so. New capital is of course needed, and again, new capital will come with the restructuring process in place and only for those companies that are viable. I think the privatization process that commenced last year, it's a good start, although a little bit delayed already. Nevertheless, I think we would like to see much broader commitment to privatization, and according to recommendations by European Commission, the SDH should have strategy in the fourth quarter of this year, and we are looking forward to seeing that strategy. Another important step to support restructuring, of course, is a more coordinated approach by the existing lenders. As I said, there are a number of companies that deal with more than 3 banks, more than 5 banks. That makes the situation very, very complex. And of course, each bank has their own credit committee and their own decision-making processes. So this is very time-consuming and labor-intensive exercise and requires a lot of coordination. We already see that banks have changed their approach in the past few months on some significant cases that have been going through restructuring, and that's a very positive step, and I think we should just congratulate finally that this is taking place, and more proactive and more reasonable approach is being implemented. So as I said, the new debt is very important. Again, new financial institutions would have to be encouraged to provide this debt for working capital and for investment, which is necessary. We see that a lot of companies in Slovenia, of course, are exporters, producing value-added products, which rely very much on investment that is absolutely necessary for further operations. And this is important that such financing is provided. Further sale of NPLs is, again, quite important. Something that would be complementary to what moved NPLs to BMC, we see again that the levels have not decreased that
very clearly in our strategy that we could be involved both on corporate side as well as on financial institution side, on restructuring cases and privatization cases, bringing new capital, new equity cash, but also new funding that is needed on long-term basis. However, with our limited capital and capacity, I don't think we can provide each and every case that is being resolved in Slovenia. We will look, of course, and we are looking at number of individual cases, but these take very long time to be resolved, and we hope that we will be able to contribute to these cases positively, to give a positive signal externally as well. On wholesale basis, I think also EBRD has the capacity to invest alongside other investors if portfolios of NPLs could be sold to financial investors, specialists in this type of investment. But again, a matter of this is finding investors and agreeing a price. We know that a number of investors are looking at the region, but not yet concrete transactions have been concluded because of the disagreement on price. And I think the transfer that has been done to BMC with significant discount probably is not even enough for private investors to be accepted. I think I said already that timing for restructuring is key. Unfortunately, a lot of time has passed already since these early warnings have been seen in 2009, 2010. But of course, nevertheless, the authorities, BMC and the banks have to deal with them and have to deal now with much more complex situation. On positive side, of course, all these measures have been taken into consideration. There are ongoing cases and we would like to be involved in many of them and help Slovenia in recovery so Slovenia can utilize its potential to the full. Thank you very much. Evo, mi ne gre najbolj z mikrofoni. Se pravi, preko Twitterja smo dobili vprašanje glede koncentracije in lastništva, vendar moram žal razočarati, ker pač nimamo podatkov o lastništvu, se pa strinjam, da bi bilo zelo zanimivo pogledati število podjetij med 10 ali pa 30 najbolj zadolženimi, ki so v državnem lastništvu. Hvala za vprašanje. Najprej hvala za povabilo, standardni disclaimer. Zdaj, ko govorimo o povezavi ko govorimo o zadolženosti podjetij, imamo v bistvu opravka z dvema stvarima. Eno je dolg podjetij, druga je pa tudi kapital. In večina diskusij se osredotoča na dolg, jaz sem pa probal pogledati, kaj se dogaja s kapitalom. In sicer sem se osredotočil na v bistvu na tisti del gospodarstva, ki nas recimo najbolj zanima, ki ni povezan s finančnim sektorjem, ne finančne družbe. In sicer, če nas zanima, na kakšen način je denar pritekal v sektor nefinančnih družb in je bil to dolg kot kapital, lahko pogledamo v bistvu, koliko denarja je pritekalo v ta sektor v obliki kapitala. Zdaj pa, če nas zanima, koliko je prišlo teh stvari v sektor, bi radi izločali vse tiste stvari, ki so se znotraj sektorja dogajale in radi bi izločali vse vrednotenje, ker vrednotenje pač ni nekaj, kar priteče v ta sektor. In če pogledamo, to je iz statistik finančnih tokov, ki jih ima Banka Slovenije, tukaj imamo na tem grafu sta dve seriji. Črtkana serija je v bistvu stanje kapitala v sektorju nefinančnih družb, to je S11.
skupaj z vrednotenjem in vsemi. Obe seriji sta na konsolidirani ravni. Skratka, izločene so terjatve med firmami med sabo. Črna črta, ta spodnja, ta ravna, je pa kapital v tem sektorju, ki je bil zračunan tako, da so bili akumulirani tokovi. Skratka, vse, kar je kapitala priteklo, je prišteto začetnemu stanju. In kar je na tej sliki zanimivo, je to, da takrat, ko se je v bistvu ko so bila v bistvu najboljša leta, ko vidimo, da je ta črtkana črta zelo zrasla, je na začetku sicer bilo tudi nekaj pritoka v ta sektor, ampak potem pa vidimo, da v bistvu je kapital v tem sektorju zračunan prek tokov se znižal. Zdaj, to je v glavnem zaradi tega, ker so firme kupovale ena drugo in to ne s kapitalom, ampak z dolgom. Tako da ta zadolženost, ki je nastala, v bistvu ni samo nastala zaradi tega, ker je bilo veliko dolga, ampak tudi zato, ker se je v bistvu kapital znotraj sektorja zmanjševal. Zdaj, če probamo to pogledati na malo bolj mikroravni, spet zdaj ne izhajamo več iz makropodatkov finančnih tokov, ampak iz podatkov IPES-a, ki se nanašajo na bilance podjetij. In v bistvu, če hočemo pogledati, kaj se dogaja s to zadolženostjo podjetij v času. Zdaj, rezultati, ki jih bom tukaj pokazal, bodo samo za eno podmnožico vseh firm, sicer za predelovalne dejavnosti, ampak tudi za vse ostale sektorje, zato da ni preveč grafov, sem pač pokazal samo to, ampak za vse ostale sektorje je slika podobna. In sicer kot mere zadolženosti sem vzel dve stvari. Eno je ta debt ratio, to je finančne obveznosti deljeno s kapitalom, in drug indikator, ki pa povezuje, v bistvu ta prvi indikator povezuje stanje s stanjem, drugi indikator so pa finančne obveznosti deljeno z v bistvu denarnim tokom in v bistvu nam kažejo, koliko let v bistvu bi podjetja rabila, da bi ta dolg odplačala. In ta drugi indikator veže pač eno stanje s tokom. Je pač mogoče malo drugačen način prikazovanja zadolženosti. Zdaj, lahko pogledamo tudi kakšne druge indikatorje, ampak več ali manj kažejo sorodno. Še to opozorilo. Zelo pomembno je, kaj mi kažemo, kako mi to bazo počistimo. Zdaj, na tem grafu je prikazan ta debt ratio, s tem, da je prikazana mediana, to je zato, da razni outlierji na pozitivni ali pa negativni strani nimajo preveč vpliva. Poleg tega so bili pa podatki tudi počiščeni in sicer na sledeč način. Izločena so bila vsa podjetja, ki so v stečaju ali pa likvidaciji, izločena so bila podjetja, ki imajo negativen kapital in podjetja brez sredstev. Niso pa izločena podjetja, ki imajo nič zaposlenih. Ena podjetja, ki imajo nič zaposlenih, so predvsem mikropodjetja, recimo, kjer je oseba, ki vodi to podjetje, pač menedžer tega podjetja, nima pa pogodbe o zaposlitvi, recimo. To ne pomeni, da to ni delujoče podjetje, ne? To recimo je lahko podjetje, ki ima prihodke. No in če pogledamo razvoj te zadolženosti podjetij, vidimo, da v bistvu stvar se je začela povečevati tako zelo naglo v letih 2006 in 2007. In sicer v glavnem za vsa podjetja. Mogoče je ta izjema pri tem so mikro, ampak vsa ostala podjetja, ki so recimo tudi v narodno-gospodarskem pomenu pomembna, skratka proizvajajo en pomemben del dodane vrednosti, v bistvu vidimo, da takrat 2006-2007 so se stvari začele slabšati glede zadolženosti, ampak vidimo pa tudi, da v zadnjih letih se je pa to tudi začelo izboljševati in to vsaj po tem indikatorju in v sektorju predelovalnih dejavnosti dajo podatki, če pogledamo tole, kar se na koncu dogaja, relativno, mislim za moje pojme, relativno hitro razdolževanje. Ni pa, što pozarjam, ni kontrolirano za izhode. Skratka, exits so tle not vključeni. Še ena stvar, ki se je zgodila v bistvu z nastopom te krize, je pa to, da se je razpršenost te distribucije, skratka razpršenost ocene, razpršenost okrog povprečne vrednosti tega kazalca zadolženosti povečala. In te črte, ki so na tem grafu, nam kažejo razmik med 10 in 90 kvantilom distribucije, spet po velikosti podjetij. In kar vidimo, predvsem recimo za velika podjetja, vidimo, da se je ta disperzija
po tej meri distribucije povečala tudi spet v letih 2006-2007 in to praktično za faktor 3. Iz 1 na 3 je šlo. Nekaj podobnega je tudi za mikropodjetja in za majhna podjetja, za srednja podjetja pa niti ne. Ampak kaj nam ta slika pove? Ta slika nam pove, da v bistvu takrat, ko imamo povečanje disperzije, sploh če ta zadeva postane asimetrična, ni nujno, da če mi govorimo, da so podjetja zadolžena, da to velja za vsa podjetja. Predvsem to mogoče ne velja toliko zelo za tipično podjetje, recimo mediano, lahko pa da za povprečno. Drug kazalnik, ki nam kaže leta za odplačilo dolga, in kot sem rekel, je povezan predvsem veže eno stanje in en tok, je prikazan na tej sliki spet za ista podjetja na enak način očiščena. In če pogledamo tukaj, kdaj se je v bistvu stanje močno poslabšalo, vidimo, da tukaj se je stanje poslabšalo malo kasneje, v letih 2008 in 2009. In to predvsem takrat, ko je v bistvu nastopila kriza, ko so upadli prihodki podjetij. Se pravi, najprej so se podjetja zadolžila, potem se jim je pa na to zgodilo še to, da so jim v bistvu zaradi krize upadli tokovi. In zaradi tega je v bistvu nekak dvojni šok. Najprej so si naredila visoko zadolženost, potem jih je pa v bistvu zadel ta šok nekak takrat, ko so bila najbolj ranljiva. Zdaj, če pogledamo spet, tukaj je spet disperzija tega kazalnika, skratka let odplačil, spet med 10 in 90 kvantilom. In vidimo, da spet se je v bistvu takrat, ko so se te stvari povečale, se je zgodila tudi disperzija, se je povečala. To pomeni, da spet ne moramo reči, da so se vsa podjetja preveč zadolžila ali pa da so vsa podjetja utrpela to zmanjšanje likvidnosti ali pa možnosti poplačevanja dolga, ampak pač, da je to zadelo predvsem en določen del distribucije. Še to bi rad povedal, da če gledamo recimo, če bi tole pokazal vsak kvantil posebej, za obe zadevi, skratka in tole, zadolženost in za število let do odplačila dolga, velja, da recimo na 10. kvantilu je ta zadeva nič, so praktično podjetja nezadolžena. Tako da to, kar vidimo tukaj, je praktično 90. kvantil. Zdaj, kakšna velika podjetja so tudi na 10. kvantilu malo zadolžena, ampak hočem reči, da je velika heterogenost znotraj te distribucije. Zdaj, kar mi vidimo, vsaj iz tega, kar je tukaj bilo predstavljeno in tudi, kar gledamo druge stvari v banki, je to, da dogaja se razdolževanje, dogaja se mogoče bolj hitro, kakor smo nekateri pričakovali, in podobno vidimo tudi iz recimo statistike finančnih tokov. Mi vidimo recimo, da za zadnje 2 leti so se podjetja razdolževala. Zdaj, vprašanje pa je, kaj ima to, kakšne implikacije ima to za naprej. Zdaj, kolegi v Banki Slovenije so pogledali, Mateja Gabrielčič, Uroš Herman in Andreja Lenarčič so pogledali v bistvu, kako vpliva dolg na podjetja in so ugotovili v bistvu, da zadolženost podjetij zmanjšuje performance teh podjetij, ima negativen učinek na podjetja. Tako da z tega vidika to ni dober indikat, mislim, ni dober obet za rast, če so podjetja zadolžena, je pa boljši obet, če se podjetja razdolžujejo. Zdaj, še eno stvar, ki bi bolj mogoče dal mogoče kot host za naslednjo seanso, je pa na tem grafu. Na tem grafu je ta indikator kreacije delovnih mest, job creation, Haltevangarja in soavtorjev, ki kaže v bistvu, koliko kakšna podjetja ustvarja novih delovnih mest. In te zeleni stolpci je ustvarjanje delovnih mest podjetij, ki imajo ta debt to equity nad 0,5, skratka zadolžena podjetja, recimo po tem indikatorju, ali pa recimo bolj zadolžena podjetja po tem indikatorju. Svetel stolpec je pa kreacija delovnih mest za podjetja, ki so manj zadolžena, skratka, ki imajo ta debt to equity manj kot 0,5. Oboje za leto 2013, če vzamemo kakšno drugo leto, so stvari podobne. In predvsem rad bi poudaril, da tole, kar vidimo levo od ničle. Vidimo, da so zeleni stolpci so višji od praznih stolpcev. Kar pomeni, da podjetja, ki so zadolžena, v bistvu zmanjšujejo število delovnih mest.
Podjetja, ki niso zadolžena, jih pa recimo ne moramo reči, težko je reči, da jih ustvarjajo, ker jih v bistvu so samo na skrajno desni strani je bel stolpec večji od ostalih, ampak na splošno se pa da reči, da zadolžena podjetja ne ustvarjajo toliko delovnih mest kot nezadolžena. Kar je pa zanimivo, je pa tudi to, da zadolžena podjetja po tem indikatorju ne izstopajo. Skratka, jih ni jih toliko pri tem kazalniku, ki je -2. Skratka, ne izstopajo iz trga. Zdaj, čist zadnja stvar, kako zdaj naprej s tem razdolževanjem podjetij. Mislim, da smo se vsi prezentatorji glede tega strinjali, da je treba pač identificirati tisto, kar lahko preživi samo in da je to treba narediti hitro. Zdaj, opcij tega je, kako to narediti, je veliko, ampak kar bi bilo pa mogoče za razmisliti, je pa to, da se pri tem, ko se zbira med temi opcijami, mogoče malo več poudarka da na to, zakaj je v bistvu sploh prišlo do teh problemov pri enem podjetju. Zdaj, če je core business še vedno v redu, pa se je v bistvu podjetje postalo preveč zadolženo zaradi, ne vem, slabih menedžerjev, pač treba zamenjati menedžerje. Skratka, ali pa če je v bistvu zaradi ekscesov lastnikov ali pa zaradi kakšne povezave med menedžerji in lastniki, pač treba ta problem rešiti. Ne pa mogoče zaradi tega, ker ima eden od teh deležnikov, banke, sindikati, lastniki, menedžerji, neko boljše zavarovanje ali pa neko boljšo garancijo, da potegne svoj denar iz podjetja, mogoče ne potopiti podjetja zaradi tega, ker ima samo en od teh, ki ima to možnost, da to dobi bolj ugodno kot drugi, da se to zgodi. Skratka, ne zato, da en dobi večji kos pite, zmanjša cele pite. In pa še zadnja stvar, da mogoče, če se podjetja restrukturira s prodajo kosov podjetij, je vsaj po mojem mnenju boljše, da se prodaja tiste kose podjetij, ki so slaba. Skratka, ne, da se proda tisto, kar se lahko proda, pa je tisto v redu, pa nam ostane tisto, kar je slabo od podjetja, ampak da se prodaja enostavno stvari, ki so slabe in pač prepozna izgube, ki iz tega nastanejo. Hvala. No, imamo še nekaj časa, če so še kakšna vprašanja. Ja, gospod od zadaj. Hvala za besedo in za povabilo. Moram reči, da se bom dotaknil predhodne diskusije, pa tudi v tem bloku. Namreč prva pripomba ali pa opazovanje, primerjanje Slovenije s posameznimi državami, kot je bil tukaj primer, recimo se z Irsko, je zame zelo tvegano. Zakaj? Glejte, zaradi več razlogov. Prvič, če primerjamo irski bančni sistem. Irska ima izredno razvito bančništvo, kajti celoten irski bančni sistem predstavlja po podatkih 700 do 800% irskega GDP-ja. Vi veste, slovenski je dosegel maksimum okrog 150% GDP-ja. Druga stvar, mi smo večkrat v Evropi dajali Irsko za vzgled. Bila je tako imenovani zeleni tiger, ko so se umaknili azijski tigri, ko je nastala kriza v Aziji leta 1996, se je govorilo o Irski kot o zelenem tigru. Sam sem postavil vprašanje leta 1999, ko je prišel evro, kako je taka ekonomija lahko vzdržna. Če smo imeli pri nas najvišjo kreditno rast 40%, je na Irskem dosegla celo 60%. Ko je bila na Irskem inflacija med 6 in 7%, je bila leta 1999 izhodiščna obrestna mera pri ECB-ju 4,75.
To pomeni, zadolževanje na Irskem je bilo realno se z negativno obrestno mero. Gospodarska rast je bila 8 do 9%. Posledično v proračunu je bil suficit. Na moje vprašanje bivšemu predsedniku ECB-ja, kako bo ECB reguliral denarno unijo s takimi ekscesi, je bil odgovor, da to ni vprašanje ECB-ja in denarne politike, ampak je domače vprašanje. Namreč finančnega ministra, da te anomalije odpravi s takso na obresti. Posledično dva trga sta se deformirala, kapitalski in nepremičninski, ne samo doma na Irskem, celo na Portugalskem. Irci so hodili na Portugalsko, tako da so v južnem delu Portugalske Algarve dejansko deformirali nepremičninski trg. Z drugimi besedami, gledajte, torej ta primerjava z Irsko in Slovenijo je zame nesprejemljiva, ker so tolikšne razlike in tako pomembne razlike dejansko v vseh elementih. Zato bi bilo boljše delati, če že delamo primerjave s kakšno drugo državo, pa morda primerjavo, kaj se je zgodilo ob modelih privatizacije, ob slovenskem modelu privatizacije proti češkemu, proti slovaškemu in tako dalje. To je ena pripomba. Druga pripomba na domačo situacijo in na prikazovanje domače situacije, predvsem v fiskalnem delu. Gospod Malko je dobro pojasnil zelo pomembne elemente sedanje slike. Ampak poglejte, vprašajmo se in ne pozabimo, namreč, ko se sprašujemo, kako zmanjšati javni dolg, kako zmanjšati deficit, kako vzpostaviti rast. Kot vemo, mi smo imeli dolgo obdobje, bi lahko rekli, vzgledno gospodarsko rast, med 3 in 4% realno gledano. To se pravi, taka rast nam je omogočala celotno socialno shemo, celotni javni sektor, da deluje brez problemov. Mi se nismo spuščali v ta razmerja, ki so v tem sektorju. Kaj iz tega lahko sklepamo? Da če so naše projekcije za gospodarsko rast, za leto, za drugo leto ali pa še tretje leto med 1,5 in 2%, to pomeni pri tem paketu in pri tej strukturi s tako rastjo mi ne moramo priti na zeleno vejo. Zaradi tega, ker seveda zunanje inštitucije, od OECD, Mednarodnega fonda Evrope in tako naprej, vi veste, kaj govorijo, katere reforme je treba sprejeti. Danes pri teh analizah jaz nič ne slišim, kateri koraki pri teh reformah so potrebni. Slišimo, kaj je naredila pokojninska reforma in tako naprej. Kaj se je zgodilo v šolstvu, se dogaja, kaj v zdravstvu in tako naprej. Skratka, hočem reči, torej, jaz ne morem pričakovati pri taki gospodarski rasti, kot se predvideva, da bomo mi prišli, bi lahko rekel, v stari model. S to razliko, pogledajte, da pri tisti rasti mi smo imeli konstantno 100.000 ljudi brezposelnih. Kot sem sam primerjal dogodke v Nemčiji, Nemčija je imela 4 milijone ljudi brezposelnih. In danes imamo 130-125.000 ljudi brezposelnih. To se pravi, izdatki zanje so dejansko iz tega zornega kota večji in, kot je bilo rečeno, obresti za dolg so bistveno večje. Samo če uporabimo ta dva parametra, se jasno ve, kaj bi bilo treba narediti. In največji problem pri nas je seveda najti konsens in voljo za te spremembe. Ampak ne pozabimo, če ne bo država kot taka imela zaupanja, je nova situacija na trgih, ki kaže, da je tudi za podjetja težko dobiti nova finančna sredstva ali pa po konkurenčni ceni, če nima država zaupanja. Če ni tako imenovano suvereno tveganje nižje. To kažejo
podatki iz marsikatere države. Ne nazadnje, poglejte, ko govorite o prezadolženosti podjetij. Ne. In tudi kaj se je tukaj dogajalo. Že večkrat sem postavil vprašanje prvo, koliko od te privatizacije, koliko od teh kreditov pa je šlo denarja v KAD in SOD. Jaz nisem dobil tega odgovora ne od Banke Slovenije, ne od nobenega drugega do danes. Ne. Da bi ugotovili dejansko, koliko je šlo tja, pa koliko je šlo preko kapitalskega trga in nepremičninskega trga. Druga stvar, konverzija dolga v lastniški kapital, vi veste, ni enostransko dejanje. Mora biti soglasje obstoječih lastnikov. Obstoječi lastniki lahko rečejo, jo ne potrebujemo, to se je že zgodilo pri nas. Druga stvar, da bi to delale banke. Banke seveda lahko začasno to naredijo, ampak mora biti trdna zaveza, da bo tako podjetje čim prej plasirano, čim prej prodano na trgu. Brez tega, vi veste, kakšen je bančni zakon, kaj se od bank zahteva po bančnem zakonu, zmanjševanje kapitala in tako dalje. Tako da to ni kar tak enostaven proces. Naslednja stvar, če vi gledate slovenska podjetja, kaj je bil tisti magnet ob Evropi, ki je dajala denar na krožniku? Kajti, če pogledate vi, kakšna je bila zadolženost bank. Leta 2009, ko je bančništvo doseglo tukaj kulminacijo po bilančni vsoti 52 milijard, je bilo 16 milijard medbančne zadolžitve. Evropa se je spraševala, kam bi dala denar. Ja, v novo državo, ki je postala članica Unije, ki je rejting rastel, pri seveda zelo nizkih obrestnih merah že takrat, kajti ko smo mi stopili v RM2 mehanizem, junija 2004 je bila obrestna mera pri ECB-ju izhodiščna 2%. Evropa, a se Evropa kaj sprašuje, ko sprejema članice v monetarno unijo? Kakšne stvari se takrat spreminjajo v dejansko makrookolju? In ali opozarja države na te velike spremembe, ki se dogajajo takrat na trgu? Kajti, če je bila takrat na Irskem leta 1999, ko je evro prišel, obrestna mera realno negativna, veste, tudi v Sloveniji zaradi zniževanja dolgoročne obrestne mere je bila situacija dokaj podobna. In ne nazadnje, poglejte, če gledate, kaj se je v tej krizi dogajalo s podjetji in pri tej strukturi dolžniški lastniški kapital. Dunajski inštitut opozarja in navaja, avstrijska podjetja so v tem času, zadnjih 4 letih, povečala lastniški kapital je z 25 na 29%. Nemška podjetja so dosegla povečanje kapitala iz 40 na 50 in pretežno iz tujine. Mene zanima, kateri pokojninski skladi v Sloveniji bi bili pripravljeni vlagati v podjetja, če nimajo donosa. Pa potem še dodatne varnosti in tako naprej. Tako da določene ugotovitve so zame preveč formalne in zame niso življenjske. Namreč, kako pomagati podjetju? Če si pogledate priporočila Bank of England iz avgusta 1990, je prva premisa, prvi napotek, komu se pomaga, tistemu, kjer ugotavljam, da ima osnovni predmet poslovanja na srednjeročni osnovi konkurenčen in seveda v takem primeru, kot je Slovenija, konkurenčen na tujih trgih, ker domač trg je premajhen. In ta premisa pomagati takim, ki so zašli zaradi svojih odločitev iskanja hitrejšega zaslužka na kapitalski trg in na nepremičninski trg in imajo v bistvu svojo osnovno dejavnost zdravo, to je dejansko, bi lahko rekli, ta prava ekonomska in evropska usmeritev. In ne nazadnje, poglejte, tukaj ste pokazali različne podatke, kar se tiče lastniške strukture.
Vi veste, kaj nam Evropa očita? Da je preveč državne lastnine. A ima ta državna lastnina, če tako rečem, kakšno usmeritev za nadaljni razvoj, za politiko? Obratno, gledajte, ko ste navajali, koliko bank nastopa kot kreditorjev pri posameznih podjetjih, vi veste, rekord je celo 55 bank pri enem podjetju. Se opravičujem, da vas prekinjam. Vem, da sem predolg, ampak oprostite, tukaj je konferenca, Bi mogoče na analiza, okrogli ne, mizi. kako naprej, ne kaj se je zgodilo za nazaj. Ker za nazaj smo vsi pametni in vsi vemo, kaj se je zgodilo. In statistika in številke, nominalizem, to je najlažje primerjati. Ampak vsebino, zakaj in kaj je treba spremeniti, se opravičujem, hvala. Hvala za komentar. Še eno vprašanje imamo iz publike oziroma komentar, gospa Obršek. No, potem pa, a imamo še kakšno drugo vprašanje ali komentar? Potem pa zaključujemo ta del in mislim, da sledi kratek odmor, 10 minut, potem pa naprej. Hvala za pozornost.